Državljani, najprej seveda hvala lepa za možnost in priložnost, da se odzovem na trditve v poslanski skupini LDS, ki so bile izrečene približno pol ure. Povedati treba naslednje, da govorimo o zakonu o tako imenovanih izbrisanih, o sistemskem zakonu, ki ga je vlada ob sprejemu označila za skrajšani postopek. Tak postopek je bil določen na kolegiju predsednika Državnega zbora, kar po poslovniku seveda pomeni manj pomembne spremembe. Mi smo na to upozorili že takrat in želeli javno razpravo, vendar temu ni bilo ugodeno. Sam sem v trenutku, ko sem ta zakon prejel, že naprej lahko predvideval, da bo prišlo do predvsem širne razprave, zato nisem rezerviral tako kot običajno en dan, to je 13. januar, kar 5 ur, od 9. do 14. ure, ampak sem že mesec naprej rezerviral še en dan, to je naslednji dan 14. januarja med 9. in 12. uro. Torej smo imeli na razpolago skupaj praktično 8 ur. Kot veste, ni prišlo do tega, da bi postopek zaključili, teče še razprava v prvem sklopu amandmajev in seveda smo morali prekiniti na tisti točki iz razloga, ker pač je zasedalo novo delovno telo po urniku. Kar se tiče današnjega sklica in pa poziva LDS, ne skličem sejo danes, je treba povedati naslednje. 48. člen poslovnika govori o tem, da sta lahko samo dva delovna telesa hkrati. Sam bom ta poslovnik seveda spoštoval v popolnosti, ne tako kot koalicija, ki za paket protikriznih ukrepov dodeli opoziciji dobro uro časa. Tekom današnjega dopoldneva so bila naslednja zasedanja delovnih teles: Odbor za zadeve Evropske unije in Odbor za zunanjo politiko ter ločena seja Odbora za zadeve EU v terminih, ki so bili še na razpolago do 12. ure. Torej, če prva dva delovna telesa, Odbor za zadeve Evropske unije in Odbor za zunanjo politiko, bi tudi bila skupna seja, štejemo za eno sejo, ste v tem terminu potekali kljub temu dve seji, sejni Odbor za zadeve EU tudi ločeno sejo. Hkrati je treba povedati, da je pogoj za uvrstitev na dnevni red točke dnevnega reda, o kateri govorimo, to, da je zapisnik pri predsedniku Državnega zbora pred kolegijom, to pa je bil 12. uri. Pomeni, da moramo dati na razpolago tudi strokovnim sodelavkam za 8 ali več ur za razpravo, porabijo vsaj uro in pol ali 2 uri časa, da se stavijo zapisnik. To je druga dodatna okoliščina. Torej, poleg tistega, da sta zasedali dve delovni telesi in po poslovniku ni mogoče tretje zasedanje, je treba pozoriti tudi na delo strokovnih sodelavcev, ki porabijo določen čas, da lahko napišejo zapisnik. Nadalje je potrebno povedati to, da je bila tudi zahteva koalicije, da se na seji pojavi gospod Slavko Debelak in pa kateri od ministrov. Jaz moram reči, da sem govoril tako z gospodom Debelakom kot z ministrom Šterom, ki poznate razmere tistega časa, ko se je ta problematika pojavila, in vas da bi povedala, da tekom današnjega dneva ni nobenih možnosti, da se udeležita seje, ampak da lahko prideta seveda 3.2. Zakaj datum 3.2.? To je prvi možni datum, ki sploh obstaja v urniku zasedanj delovnih teles Državnega zbora in seveda za takrat sem tudi sklical sejo. Torej, potrebno je povedati, da ne gre za nameno zavlačevanje, ampak da gre preprosto za organizacijske postopke in delo Državnega zbora in zasedanja njegovih delovnih teles in da prej kot 3.2. zasedanja ni mogoče seveda izpeljati. Mogoče je še odziv na en očitek. Rečeno je bilo, da čaka tudi zakon o policiji in da ne more ta zakon naprej. Ta zakon je resnično na dnevnem redu za točko dnevnega reda o tako imenovanem sistemskem zakonu o izbrisanih, pa vendarle je treba povedati nekaj. Urad, nacionalni preiskovalni urad, kot veste, deluje od 1. januarja. Še vedno trdim in ponavljam, da nima zakonite osnove, vendar deluje. Tako vsaj zagotavlja ministrica. Torej, tudi pregon kriminala se nadaljuje, pri tem ne prihaja do nobenega zastoja in pa s predlaganimi spremembami zakona o policiji seveda
v ničemer policija ne dobiva novih pooblastil. Policija torej ima pooblastila po veljavnem zakonu o policiji, nacionalni preiskovalni urad, kot pravi ministrica, deluje in torej ne gre za nikakršen zastoj in policija lahko zelo uspešno deluje na tem področju naprej. Sejo pa seveda, kot veste, sem sklical za 3.2. In takrat bomo tudi sejo nadaljevali v skladu s poslovnikom, tako kot piše v poslovniku, ne nazadnje gospod Andrič, eden od piscev tega poslovnika. Hvala lepa.